in sem jaz bila tako, ok, da bom pa začela, ne vem, telovaditi, pa zdravo jesti, ne, v nekem smislu, če nimam res nič drugega za pokazati, bo vsaj to, ne, to takoj opazijo, kakšen si. In meni se je pač iskreno zdelo, da nikamor ne spadam. Dobro počutje definitivno ni samoumevno. Živjo, moje ime je Klara, sem podjetnica, sem voditeljica Invite podcasta in pa s svojim delom na tak in drugačen način spodbujam ženske, da bi se zavzele za svojo srečo, da bi našle mir v hrani, v svojem telesu in posledično v svojem življenju. V bistvu sem full excited, zanima me, kako bo vse skupaj to izpadalo. In veseli me pač, da bo tudi dosegel, karkoli bomo danes nekako posneli na temo duševne stiske, na temo pač kakršnega koli povezavi z mentalnim zdravjem, da bo doseglo to neko publiko, pa mogoče dali povod, da poiščejo pomoč, da ne vem, povejo bližnjemu, kakorkoli že, da odprejo ta pogovor, no, svojo stisko. Mene bi rekla, da najbolj osrečujejo trenutki, ki jih ne moreš kupiti, recimo, ne vem, ko se ljubčkam s svojim fantom ali pa pač, ko so kakšne take, ne vem, vesele novice, ki mi jih kdo od mojih bližnjih pove, kakšnih, ne vem, karkoli, ko sem lahko ustvarjalna, tako da poleg nekih teh intimnih trenutkov bi rekla tudi intimni trenutki sama s sabo, ko se najbolj počutim jaz, iskriva, nekako v svojem elementu. Razžalosti me pa, marsikaj. Jaz mislim, da si ful stvari jemljem k srcu in to mislim, da je bil tudi povod za mojo duševno stisko, ko sem imela prehransko motnjo. Jaz sem imela najbolj težave s kompulzivnim prenajedanjem, izjemno neprijetno v svojem telesu, se pravi, z enega ekstrema na drugega, ful jest, nič jest in hkrati ful čutiti, nič čutiti. Tako da ja. Moja prehranska motnja se je začela po koncu gimnazije in to je bilo tisto obdobje, ko sem bila tako, kdo sem, kaj tukaj delam, kaj je moj namen, kaj je moje poslanstvo in meni se je pač iskreno zdelo, da nikamor ne spadam. Samo sebe nisem razumela, počutila sem se tako osamljeno in to nekako začela kompenzirati s hrano. Tako se mi je zdelo, da nimam v bistvu ničesar drugega za ponuditi in sem jaz bila tako, ok, da bom pa začela, ne vem, telovaditi, pa zdravo jesti, ne, v nekem smislu, če nimam res nič drugega za pokazati, bo vsaj to, ne, to takoj opazijo, kakšen si ti, ne, da si suh, fit, ne, tako, wow, kako imaš šljivo postavo, pa to, ne, če ne drugega te pa lahko na to pohvalijo, ne. Predtem nikoli nisem imela kakršnega koli, tako bi rekla, negativnega odnosa s svojim telesom. Ne vem, kakšna sošolka pregledovala kalorije na zadnji strani tiste ploščice. Sem bila tako, sem si sama mislila, pač sama malo manj jeja, ne. Sej pač to je pa res toliko lahko shujšati. Ker jaz nisem imela teh problemov, ne. In je bilo v bistvu v tistem primeru sem bila jaz tista, ki ni razumela stiske nekoga bližnjega, ne, lahko ene dobre prijateljice. In ja, je v bistvu se je izkazalo, da sem jaz potem imela verjetno še večjo stisko, kot pa kadarkoli tista punca. Hranjevanje na koncu, kakršnakoli prehranska motnja nima dejansko toliko močne povezave s hrano samo, kakor pa z vsem ostalim, kar te pripelje do tega počutja. Dolg časa sploh nisem zavedala, da imam problem, da je z mano karkoli narobe. Vedela sem samo, da nekaj ni tako, kar je bilo, ne vem, včasih, ne. Telovadila sem, ampak nisem vedela, da preveč telovadim, ne. Jaz sem imela vnetje obe pokostnici na obeh nogah in nisem nehala teči. Jaz sem pač kar šla, komaj sem hodila in jokala sem, preden sem začela teči, ker me je toliko noro bolela, ampak pač nisem nehala, nisem mogla nehati, ker to je bilo tako nek paničen strah, da se bom zredila, se pravi panični strah pred tem, da bom izgubila še to edino, kar imam v tem smislu, ne. Tako da, jaz, da sem se zavedala, da imam prvi problem, je bilo po moje tako enih 8 mesecev, kaj tacga v teku te moje prehranske motnje. In se spomnim, da sem šla k enemu psihologu in sem mu povedala za svoje težave in je on meni v bistvu prvi rekel,
pa Klara, pa tvoj problem sploh ni v hrani, ne? To je poglej drugje, ne? Kaj se dogaja drugje. Tisto drugo te privede do tega, da potem preveč ješ, da imaš pač take občutke, kakršne imaš. Tako da ja, da sem pa poiskala pomoč, je bil pa povod ena situacija, ker sem bila doma, seveda pač spet sama, na skrivaj, prenajedala se in to je bila kot neka taka res potreba pri meni, že ne samo, da bi zdaj se mečkam pocrkljala s čokolado in neko čustveno žalost, da sem grem jesti, ne. To je bilo tako vse zamazano, vse megleno, sploh nisem razumela teh svojih občutkov, kaj me privede do tega, da jem, zakaj toliko jem, pač meni res ni bilo jasno in verjamem, da marsikomu ni. Tako da te stvari, kakršnikoli neprijetni občutki, jaz sem se prav mogla iti prenajesti. In to ni bilo tako, gremo jesti čokolado, to je bilo tako, dajmo pojesti šteko tosta. Kdo je šteko tosta? Pač noben ne uživa v šteki tosta, ne. In zavedla sem pa se in sem šla potem tudi po pomoč, ko spomnim se enega vaniljevega sladoleda in jaz tega res nisem hotela pojesti. Nisem mogla nehati. Pač jaz sem imela tisto žlico, tresla sem se, jokala že vse fizične bolečine in pač nisem mogla nehati. Tako da takrat sem si rekla, wow, pač res nekaj ni okej, ne, poišči pomoč. Tako da, kar se tega tiče, tesnoba zame je tako ta prvo zdravilo gibanje. Tudi takrat, ko sem imela najbolj močno, je bil mogoče edini trenutek v dnevu, ko sem se gibala, da nisem imela tesnobe, no, tako. Mi začnemo zavedati ali pa iskati pomoč takrat, ko smo res v hudem stanju, ne. Ko smo pač jaz tako ne morem več živeti, namesto da bi mogoče bila to kot neka taka naša osebna higiena, del čustvene higiene, ne. Pri meni je to izgleda, da sem začela iskati pomoč najprej, da sem šla čisto samoplačniško k enemu psihologu, potem sem šla kasneje tudi do svoje zdravnice, ker jaz svojim staršem v bistvu nisem želela povedati in nisem imela pa pač nekako kot študentka svojih financ, da bi lahko to si sploh pokrila oziroma da bi pač si lahko privoščila neko redno psihoterapijo samoplačniško. In jaz sem šla v bistvu do svoje zdravnice in sem povedala, da bi pač rada pomoč, ne, če mi lahko prosim pošlje, in dobila sem dejansko odziv, a ti to sploh rabiš, a ti to res rabiš. Spomnim se, sem bila tako, že tako je bilo težko povedati, da pač imam težave in potem dobim tak odziv. Potem sem dobila napotnico za študentski ta zdravstveni dom in so mi rekli leto in pol čakalne dobe. In zdaj povej mi, kaj se zgodi nekomu, ki ima, ne vem, pač take težave in se ne zdijo kot nujne in imaš tako ogromno čakalno dobo. Ti si edini, ki lahko poskrbi za svoje dobro počutje, za svoje mentalno zdravje. No, jaz nimam pač najboljše izkušnje z našim sistemom, kar pa ne pomeni, da prosim, pač da ne iskati pomoč. So ljudje, ki so izjemno srčni in so ljudje tam res z namenom in imamo ljudi, ki pač so s srcem tam, tako da to je bila samo moja izkušnja. Strah je bil vedno prisoten, sploh ker je bilo to nekaj neznanega, neki novi občutki, ki jih prej nisem nikoli občutila, ali pa vsaj ne nekako v takem spektru, ne v taki moči. In enkrat je se prav spomnim dneva, ko nisem mogla ostati iz posle zaradi take močne tesnobe, ki te kar nekako, v bistvu imaš moč, da ostaneš, ne, ampak ne vem, ne moreš, sploh ne znam dobro razložiti, če tega nisi občutil, težko razumeš. In takrat sem šla tudi pol še enkrat do zdravnice, sem jo prosila pa z urgentno, da me da na psihiatrijo da grem, ne vem, samo pogovoriti se nekam. In čakala najprej ne vem koliko časa, sploh nikogar ni bilo tam in me potem pokliče zdravnica v pač ordinacijo in jaz po moje nisem bila 5 minut tam, vmes me je prekinila, ker sem govorila svojo zgodbo, takole mi je robčke zaslajdala po mizi, pa zraven še recept za antidepresive. Jaz sem vse počutila, da ne, pač ne bom tega začela jemati, ker prvo kot prvo me sploh ni poslušala, ne vem, kaj je z mano narobe, jaz vem, da to nekaj drugega, to ni tisto, kar jaz rabim. In sem šla potem spet nekako sama s svojo radovednostjo iskati rešitev, iskati nekako, kje bom jaz sebe pozdravila, no. In tudi iz tega je v bistvu iz te moje stiske je nastal projekt Embedded Klara, ki mi pa omogočil mojo sedanjost danes, da delam to, kar me veseli, da delam srcem, tako da mi je ta prehranska motnja in ta negativna izkušnja tudi veliko dala. Veš to, pa ko vidiš oziroma dobiš nazaj, če ne razumevanje, pa vsaj neko
da te nekdo posluša, je veliko lažje, ker vidiš, da v bistvu nisi sam, res nisi sam. Jaz sem vedno vedela, da bojo moji starši tam zame, če bom rabila, ampak jim pa nisem hotela povedati bolj zaradi sebe, zaradi sebe, ker bi se bolj sekirala. Sem pa povedala mojim prijateljem, mi je bilo lažje najprej to. Tako da mislim, da ima tukaj res vsak neko svojo pot, kar se tega tiče, komu povedati. Najlažje je v bistvu popolnemu tujcu, če sem čisto iskrena. Vsaj meni je bilo. V bistvu vsakemu mladostniku, ki se spopada z duševno stisko, bi rekla najprej to, da je prijaznost in to razumevanje že samo po sebi nekaj, kar ti bo dalo eno olajšanje. Da si ponavadi smo tako grdi do samih sebe, vsaj večinoma, pa sami sebi smo vsak dan, 24 ur na dan in to se lahko razplete v naši glavi, mislim res taki samogovori, ki jih ne upaš niti na glas povedati. In bi rekla to prijaznost, sočutje do svojih občutkov in da res delaš po svojih najboljših zmožnostih. In bi rekla, da je res ful pomembno, če si ti tisti, ki opazi, da ima nekdo stisko, da je v stiski, da mu rečeš, kako se počutiš, ali ti lahko kako pomagam. Mogoče samo, če se boš kdaj hotel pogovoriti, veš, da lahko računaš name, že to je veliko. Če vidiš, da res ne zmoreš sam, to ni šibkost, ponavadi rabimo še več poguma, da priznamo, da nismo vse mogoči in da lahko se sami, ampak da poiščemo res pomoč. Tako da, če slučajno ne veste, kje poiskati pomoč, je spodaj v opisu videa kar ene par kontaktov, pa poglejte tja. Čau!